Brata tate sta bila aretirana. In vem, da mi ne boste verjeli, ampak obtožbe so... Mislim, kdo bi si mislil, da bosta Andrew in Tristan Tate aretirana v Miamiju, ko pa sta se pokazala in dokazala kot res izjemna člana naše družbe. In fantje, za njiju ne kaže prav dobro. Mislim, tukaj so posnetki njune dejanske aretacije, kar je iskreno kar zabavno. Poglejte to za trenutek. Poglejte, kako Andrew, ki ima telefon, poskuša ugotoviti, kako ga predati svojemu varnostniku. Vidite to? Poskuša, pa mu ni uspelo. Ni mu uspelo. To je on. Kaj za vraga ima oblečeno? Seveda se internet norčuje iz tega outfita. In ne vem, če je to Tristan, ampak malo izgleda kot kak pravoslavec. Torej, aretacija se je zgodila pred zasebnim dogodkom v Miamiju na Floridi, kamor sta lahko prišla, ker sta bila, če se spomnite, v hišnem priporu v Romuniji. Nato so ju izpustili. V Ameriko sta priletela s privatnim letalom. Ne vem, kako dolgo sta že v Združenih državah, ampak zdi se, da Velika Britanija prejema vedno več dokazov o precej obremenilnih stvareh proti Tateovima. Seveda mora potekati tudi postopek izročitve. A trenutno so britanski tožilci povedali, da se nove obtožbe nanašajo na domnevna kazniva dejanja, ki so se zgodila med letoma 2010 in 2017. Še 7 dodatnih točk obtožnice za organiziranje ali omogočanje trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. 3 tičke obtožnice za napad in 19 obtožb v zvezi z nespodobnimi slikami otroka ter ekstremno pornografijo. Ni ravno dobro. Zanimivo pa je, da bo moral za njihovo izročitev v bistvu to odobriti Marco Rubio. Toda večina primerov je bila do zdaj že odobrena. Tako da bomo videli, če se bo tam kaj zgodilo, ampak zdaj seveda Tatovi pravijo, ne, nismo naredili nič narobe, o čem vi govorite, bla, 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 celo tvitajo prav. Andrew Tate dejansko tvita prav zdaj, kaj ne? Združeno kraljestvo lahko poskusi, ampak me v resnici ne more ustaviti pri tvitanju. In tukaj objavlja video o tem, kako je britanska vlada najbolj pokvarjena na svetu. Iz 27. junija, takrat, ko se je, ne vem, če se je takrat začelo, ampak takrat se je začelo širiti po internetu, da mu je vlada za petami. Zdaj bom rekla tole. Britanska vlada je izjemno problematična in rada aretira ljudi zaradi izrečenih stvari ter si izmišljuje resna kazniva dejanja vsepovprek, da bi preprečila kritiziranje. Morda se prav to dogaja tukaj. Ampak osebno, kljub temu, da mislim, da je britanska vlada neverjetno pokvarjena in da policija tam ni sposobna opravljati svojega dela, prav tako pa mislim, da je z bratoma Tate nekaj, lahko temu rečete, občutek v trebuhu, ne vem, ampak nekaj vem o njiju. Zdi se mi, da njuno vedenje morda ni ravno zelo uglajeno, veš? Da je morda nekaj resnice v tem, da moški, ki take stvari govorijo na internetu, v resnici ne ravnajo primerno do žensk in mladih. In vem, kakšna nora misel je to, če pomisliš, koliko sta brata Tate prispevala naši družbi, koliko modrosti imata, da jo delita z nami vsemi. Ti moški so res utelešenje tega, kaj pomeni spoštovati ženske. Ampak brez skrbi, ni vam treba verjeti meni na besedo, kako zelo spoštujejo ženske. Poslušajmo, kaj imajo ti ljudje zapovedati. Mimogrede, oblačila, ki jih nosijo, so na internetu popolnoma raztrgali. Poglejte to. In to je Asda. Za tiste, ki ne veste, to je kot angleški Walmart. Ni videti dobro, Andrej. Sploh ni videti dobro. Mimogrede, slišala sem govorice, nisem prepričana, če je to res, da ni več islamist. In tega ne pove javno, ker veste, kaj se zgodi, če bi to povedal, ampak nekako spreminja svoje mnenje o islamu, kar me osebno veseli. Ampak Andrew Tate ni dobra oseba, ljudje. Bodimo glede tega zelo jasni. In pogovorimo se o nekaterih zgodbah, ki bi lahko dale določeno verodostojnost temu, kar se britanska vlada odloča narediti, poleg dejstva, da brata Tate to seveda zanikata. Mislim, lahko začnemo s to čudovito stvarjo od Nathana Livingstona z Milk Bar TV. Vsi bi ga morali spremljati. Opravlja odlično delo. Res je čudovito. Res je čudovito. Sem slab človek, ker bolj kot ti ni bilo všeč, bolj sem užival. Všeč mi je bilo, kako zelo si to sovražil. To me vzburja. Zakaj sem tak? Zakaj? Medtem ko sva imela spolni odnos, mi je položil roko na vrat in me dušil, dokler nisem izgubila zavesti. Ampak še vedno je imel spolni odnos z mano, ko sem nekako spet prišla k sebi. Nisem dala opozorila glede občutljive vsebine, ampak če ni jasno, to je opozorilo glede občutljive vsebine. Nekako sem spet prišla k sebi. Jaz sem eden najbolj nevarnih moških na tem planetu. Včasih pozabiš, kako zelo si imel srečo, da sem te jaz pofukal. Bi raje, da te pritisnem dol in te prisilim v stvari, ki ti niso všeč? Ali pa ti to ne bi bilo všeč? Mislil sem, da lahko s tabo naredim, kar hočem. Mislim, glej, nekateri ljudje imajo čudne spolne apetite. Tega ne zanikam. Če ti všeč igra moči, mislim,
ampak delaj po svoje. Vendar, ali je mogoče, da se moški počuti zelo udobno? Da moški, ki tako govori z ženskami, kar je dokumentirano v posnetkih in sporočilih, morda ni vedno znal jasno določiti meja spolnega vedenja? Mislim, recimo temu slutnja, ampak morda imajo britanski policisti nekaj. To je to. Jaz sem najpametnejša oseba na tem planetu. In potem naslednji dan beločnica enega očesa. Nisi dovolj pametna, da te ne bi ujela britanska policija, kaj ne, draga? Je popolnoma pordela. Očitno je to precej pogosto pri primerih nasilja v družini, kjer primanjkuje kisika v možganih. Tako začnejo tvoje krvne žile pokati, da bi nekako poskušale spraviti kisik tja. Si res tako žalena? Malo. Sicer zadavu. Nisi omedlela. Ampak je kar naprej govoril. Ni dobro. Ni dobro. Ni dobro. Ni dobro. Povem ti, to ni dobro. Če so proti tebi obtožbe za posilstvo in si to napisal, to ni dobro. Jaz te imam v lasti, ti pripadaš meni. Naprimer, groziš mi s smrtjo. V redu. Mislim, tukaj je izjava policije, bla, bla, bla. Veš, 24. CPS je odobril 21 obtožb proti Andreju Tateu. Ne zanima me poslušanje britanskih policistk, še posebej, ker imajo veliko bolj zanimive dokaze. In seveda, Candace Owens obožuje Andreja Tatea, kar ti pove dobesedno vse, kar moraš vedeti. Tukaj sem v Miamiju. Dejno, ta video te malo spomni, zakaj ti ljudje niso tako pametni, kot mislijo, da so. Mislim, poglej to. Udari me, aretiraj me, ne se preveč navduševati. Spravi me v poročila. Povej vsem, da sem trgovec z ljudmi. Misliš, da nisem izkušen? Misliš, da nisem pripravljen? V tem sem kot pripadnik enote Navy SEAL. Lahko prideš po mene, razbij mojo hišo, vzemi moje stvari. Misliš, da spim s polnim telefonom dokazov? Misliš, da ne izbrišem vsega iz telefona vsako noč? Misliš, da sem neumen? Pridi po mene, aretiraj me. Prelomno. Mislim, rekel je, ja, izbrisal sem dokaze iz telefona. Ampak potem smo vsi gledali, kako je poskušal odstraniti svoj telefon iz dokazov. Dobro, poslušajmo malo, ne od Tatea, ampak pravzaprav tudi ne od Candace. Vse sem naredil, da bi to dobil. Ampak od ženske, za katero mislimo, da je verjetno povezana s to zgodbo, hej. Celotno življenje sem seks uporabil kot orodje, da bi me ženske vzljubile, mi bile poslušne, živele pri meni in mi prinašale denar. To je bilo tisto, kar sem želel. V tem smislu sem bil zvodnik. Biti kickboxer, playboy, zvodnik. Zaenkrat sem zadovoljen s temi oznakami. Ampak večina mojega denarja ni bila zaslužena z borbami. Moj denar je bil dejansko zaslužen z vodništvom. Samo spomniti vas želim, kaj je zvodništvo. To je izkoriščanje. Torej, tip je vesel, da prizna, da je zvodnik. In tukaj je ena od zgodb, za katero smo skoraj prepričani, da je proti njim. Diko! S katerim začneš? Je najbolj Pomembno dekle. Moje prvo dekle je bilo tako dobro. Bilo je enostavno. Torej, Vivian tukaj. Če ste novi na tem kanalu, sem webcam modelka in ukvarjam se z webcamingom. Tako se je začelo. Spoznal sem Vivian na Solaškem. Sem iz Slovaške. Imela so dolgoletno zvezo. Živel sem v Angliji. Preselil sem jo v Anglijo, da bi bila z mano. Da bi začela delati mojo spletno stran mimogrede. Dejansko še nismo videli njegovega odziva, fant. Kem podjetja, popolnoma zaljubljena vame, želi si otroke z mano, vse in spoznala so se in zaljubila so se. Zaljubljena sva. Že leta in leta živim z Andrejem. Torej, Vivian je z mano že 6 let. Torej je z Vivian že 6 let, kaj ne? To pomeni nekaj kot 21. Vivian je stara 21 let. In na tej točki je bil že 6 let v zvezi s punco. Vivian je mlajša. Če ne znate računati, vam bomo pomagali. To pomeni, da sta se spoznala, ko je bila stara 15 let. Ženska, s katero je bil, ni bila nič drugega kot spolna igrača. S privolitvijo. Mislim, da bo pokazalo, kako lepa si. In potem mi mora pokazati, kako čudovita si. Poglej v kamero, pokaži jim, kako lepa si. Pokaži kameri svojo tetovažo. Ampak obožujem, ko me Andrej udari po zadnjici. Reci C. Zakaj to piše? Zato Jaz sem kurva ti. si moj svet. Že 4 leta delam prek spletne kamere, naslednje leto bo 5. leto. In trenutno živim v Bukarešti, Romuniji. Policija je preiskala dom Andrewa Tatea v Romuniji, preiskujejo obtožbe. To prihaja od nekoga, ki je z njim živel več let. On ni takšen.
Imam svojo glavno bejbo, svojo zvesto bejbo Vivian. Preselil sem jo v Anglijo, da bi bila z mano in začela delati v mojem webcam podjetju, ki sem ga ustanovil. Če nimaš webcam podjetja, se moraš loti tega. Ker ko imaš nekaj punc, ki so zaljubljene vate, je to preklemansko najlažji denar na svetu. Ne, vzamem nazaj, ni lahko zaslužen denar. Moraš ga zgraditi. Ampak ko imaš punce, ki so pripravljene, je to potem lahek denar. V redu, torej, nisem sodnica, ampak bi rekla, da že iz njegovih lastnih besed Morda obstajajo nekateri dokazi, ki bi lahko nakazovali, da to ni zgolj napad nanj, ampak da je, veste, to utemeljeno na neki resnici. Mislim, dejstvo, da je tukaj in pravi, razjasni bom vse, kar se dogaja. Mislim, poslušajte sami. Spomnimo, to je retweetal 27. junija. Dovolite mi, da razjasnim te novice, ki jih vidite na časovnici. Britanska država me je obtožila kaznivega dejanja. Rekli so, da sem pred 15 leti naredil nekaj, česar ne bi smel in da sem kriminalec. Ampak mi nočejo povedati proti komu. Nočejo mi povedati, kje se je to zgodilo. Nočejo mi povedati, kdaj se je to zgodilo. Samo rekli so, da sem pred 15 leti storil kaznivo dejanje. In sem rekel, v redu, proti komu, ne bomo vam povedali. Če bi to tweetnul, zakaj bi to tweetnul? O čem govoriš? Povej mi, proti komu sem storil to kaznivo dejanje, da se lahko branim? Ne. Ne bomo ti dovolili, da se braniš. Obtožujejo te kaznivega dejanja. Zoper tebe je vložena obtožba. Ne bomo ti povedali, proti komu. In rekel sem, no kako naj potem pripravim obrambo? In rekli so, če prideš v Anglijo, ti bomo povedali. Rekel sem, seveda pridem v Anglijo, ni problema. Vse, kar želim vedeti je, ali mi lahko zagotovite, da ne bom v priporu? Rekli so, ne, tega ti ne bomo zagotovili. Če prideš v Anglijo, obstaja velika verjetnost, da boš šel v Belmarsh in bil leta v priporu pred sojenjem. In jaz rečem, torej me obtožujete kaznivega dejanja. Izdali ste nalog za aretacijo. Ne boste mi povedali, proti komu naj bi bilo kaznivo dejanje storjeno, če sploh obstaja. Lahko vam povemo. Andrew, če potrebuješ pomoč, samo poslušaj nekaj svojih posnetkov. Lahko pomagamo, ni zakaj. Niti treba leteti v Anglijo, lahko preprosto gledaš ta kanal. Ker jih ni, to so izmišljene žrtve, popolnoma izmišljene. Imajo ljudi, ki se skrivajo za anonimnostjo in me napadajo. Zahtevajo milijone evrov, milijone dolarjev za stvari, ki so se zgodile leta 2009. Nihče mi ne pove, kaj so te stvari. Nihče mi ne pove, kdo so te ljudje. Nihče mi ne pove, kdaj so se zgodile, kje so se zgodile, nič. In pravijo, da mi bodo povedali, če grem v zapor. V redu, moram reči, da imam nasplošno težavo z zgodbami, ki so se zgodile pred mnogimi leti, kjer nimaš nobenih dokazov razen njegove besede proti njeni besedi, kar nikoli ni dober način za reševanje nečesa. In tudi, če je bila zgodba grozna, če ni dokazov, kako sploh to razrešiš? To je zapleten problem, ki ga imaš pri zgodbah o spolni zlorabi, še posebej zato, ker takrat to sploh ni bilo sprejemljivo. Zdaj je toliko informacij in izobraževanja o tem, kako prijaviti, in tudi danes večina ljudi tega ne prijavi. Ampak takrat so morali ljudje to preprosto sprejeti in trpeti v tišini. In zato razumem, kako moški na položaju moči morda ne ceni dejstva, da mu rečejo, glejte, imamo obtožbe, vendar vam ne moremo dati nobenih informacij o tem, kaj je bilo, kdo je bil ali kdaj je bilo. Ker kako se lahko braniš pred tem? Še posebej, če imaš skupino ljudi, ki poskušajo spraviti Andrewa na kolena. In tako so uspeli prepričati nekatere ljudi, da so spregovorili in povedali, da se jim je nekaj zgodilo. Ampak če ni potrebne nobene dejanske odgovornosti, je to nekoliko problematično. Tukaj je ena stvar, s katero se strinjam z Andrejem, ampak bi rekla, da je to verjetno bolj ali manj to. Moram leteti v Anglijo in se sam spraviti v zapor. In vem, da se sprašujete, zakaj Britanija, ko propada, je ne briga za grooming tolpe, je ne briga za napade z nožem, je ne briga za droge na ulicah, je ne briga za noben pravi zločin, zakaj potem ves čas govorijo o Andreju Tateu? To je zato, ker izpostavljam probleme v državi. Oni nočejo rešiti teh problemov. Hočejo se znebiti mene, ker govorim o teh problemih. S tem se ne bom prepirala. Vlada v Združenem kraljestvu se res želi znebiti vsakogar, ki govori o njihovih problemih. Ja, to je jasno. To je preprosto. Samo mislim tudi, da je Andrew Tate morda nekoliko problematična. Samo malo problematična osebnost. Mislim, spet, niti treba verjeti meni na besedo in niti treba poslušati vsega tega, v katerem to mi pravzaprav govoriš, v katerem on kar naprej govori. Dejstvo, da ga Candace Owens obožuje in je bila z njim prijateljica, je po mojih izkušnjah tudi majhen pokazatelj, da je ta moški problematičen. Samo malo. Ampak spomni se, on je tisti, ki je ponosen na to, da je zvodnik, kaj ne? Kako sem spoznal dekleta? Kako sem dosegel, da so me imeli rade? Kako sem dosegel, da so se zaljubile vame, da bi zame delale prek spletne kamere? Če si na zmenkih in poskušaš to omeniti in podobno, preprosto ne deluje. To jih odbije.
Nikoli ne bi naredila tega. To je ogabno. Nisem kurba. Preprosto ne bo šlo. Nadaljuješ kot običajno. Brez omembe spletne kamere, vzameš dekleta, ki tega niso počela. Mimogrede, temu se reče grooming. Ja. Če boš dekletu rekel nekaj, kar bi lahko bilo neprimerno ali neprijetno, in je tvoja strategija, da počakaš, da je tako globoko v tem, da ne bo nič rekla, je to grooming. Veš, kako biti učinkovit na spletni kameri. Dekleta, ki še nikoli niso delala na spletni kameri. Dekleta, ki niso imela opreme, niso imela znanja, niso imela volje, niso imela prostora, niso imela možnosti zaslužiti denarja na ta način. Ustvaril sem sistem, ki mi je omogočil, da sem prepričal dekleta, da to počnejo, in mi je omogočil, da sem imel 100% nadzor nad njihovim zaslužkom. Začneš z dekletom, na svoj telefon naložiš OnlyFans, posnameš slike njenega osebnega dokumenta, njeno ime, vse, kar je potrebno za preverjanje računa. Račun preveriš na svojem telefonu in nadzoruješ račun. Torej, zdaj nadziraš njen OnlyFans. Naučil sem se vseh trikov in nasvetov, ki so potrebni, da dekle dobi plačilo. Vem, kako poskrbeti, da dekle ne more pobegniti. In seveda, ne hodijo ven. Ne smejo ven. Ostanejo v hiši, ker ko enkrat naučiš dekle, kako to početi, ima možnost, da od doma zasluži neomejeno denarja. Zakaj bi ti še vedno dajala denar? Zakaj ne bi preprosto pobegnila in vse obdržala zase? Ko sem stopil skozi vrata, si vedela, da te bom pretepel. Če bi se obnašala, te ne bi rabil udariti. Kaj ne? Ne, pojdi ven. Ne moreš biti tam noter zavedno. Udari po avtomatu, bum, v njen obraz, potem pa jo zagrabi za vrat. Kaj je, prasica? Njene hlačke postanejo mokre. V redu? Mislim, da sem končala. Ali potrebuješ še več dokazov, da morda obstajajo razlogi za to, kar se trenutno dogaja z bratom Tate? Ne vem, če jih potrebuješ, ampak če jih, je morda večji problem pri tebi, kot pri tem, kar smo tukaj predstavili. Kakorkoli, hvala za tvojo pozornost glede te zadeve.